spletni strani sem zasledila tudi članek o uporabi dude oziroma o njenem vplivu na govorno-jezikovni razvoj in bi mogoče te prosila tukaj, da malo poveš v praksi, kako naj z uporabo dude. Kdaj, kako, dokdaj, če. Ja, o dudi bi res lahko imeli še čisto en ločen pogovor. To je tako. V bistvu res obširna tema, če hočemo zdaj razumeti, zakaj ne, zakaj ja, kakšne vse posledice so res tukaj v ozadju, ampak bom poskusila zdaj tako povzeti neko bistvo. Ena glavna stvar, ki jo moram najprej poudariti, je to, da noben logoped in kdorkoli, kater drug strokovnjak vam ne bo rekel, ne dude, nikakor ne dude. Ne, ni to tako takšno skrajnost. Ampak je pa treba paziti, ko pa mi z uporabo dude gremo v skrajnost. Takrat pa pač nastanejo težave. Zdaj, nobena duda vam ne bo naredila škode, če jo boste uporabljali v razumni količini. Ko pa to postane neka razvad, potem pa pusti kar dolgoročne posledice, predvsem recimo v razvoju govoril, saj govorila z uporabo dude niso v optimalni legi. In zdaj, če imamo mi 3/4 dneva, če upoštevamo še noč, dudo v ustih, to pomeni, da 3/4 dneva govorila niso v optimalni legi za razvoj zob, za razvoj čeljusti, za razvoj hrbtenice, se pravi v bistvu celostnega telesa. Mi lahko s pretirano uporabo dudo si pokvarimo držo celotnega telesa. Pa recimo ne pomislimo, da je taka, no in kje pa bo to tako velika povezava, kaj pa je tista dudica v ustih, to pa jamen ne vpliva zdaj, kako imate vi v križu stvari razporejene. Ampak ja, dejansko se pač naše celo telo, vsa naša struktura je med sabo povezana. Obstajajo razni luštni videi, ki tako prikazujejo, kaj če premakneš na enem koncu telesa, kaj se čisto na drugem naredi. Ampak, ko imamo mi dudo v ustih, recimo sam jezik ne more biti v pravilni poziciji. In pri zaprtih ustih jezik počiva na zgornjem nebu. Človek bi si mislil, da pač gravitacija pa vse pada dol, ampak ne, jezik, ko je v mirovanju, mora biti prilepljen na zgornjo nebo. Ampak to tako, nežno. In ko imamo mi dudo, mi oviramo to prilepljenost gor. In jezik pade dol, jezik postane ohlapen, nima te aktivnosti, ko mora dejansko delovati, da je prilepljen gor. In s tem, ko je tam gor, tudi na pravilen način razriva zobe. Razriva zgornje zobe, posledično spodnje zobe, se tako razvija čeljust pravilno, tako, eno z drugim gre potem. In če imamo zdaj mi res to dudo malo v ustih, tle ni tako velikega potem vpliva, ne? Če pa je to res cele dneve, ves čas, potem se pa pojavijo težave. Posledice. Najbolj taka ena pogosta, recimo zadnje čase, se zelo pojavljajo medzobni sičniki. To pomeni, ko jeziček uhaja ven, ne? Niso pravilni sičniki, SZC, ker jeziček uhaja ven. Mi vse glasove, ki jih izgovarjamo, je jezik za zobmi. Zobje so kot ena stena, stop, to je to. Druga stvar, ki je pri dudi za razvoj govora in jezika problem, je pa to, da ko ima otrok dudo v ustih, je zelo težko se smejati, čebljati, govoriti. Že prej smo omenili, kako je pomembno, da se otrok že v prvem letu čim več igra z glasovi, da čim več uporablja ta del. In če tega ni, smo dejansko zelo pomemben temelj izpustili, okrnili. In to vse vpliva potem na nadaljnji razvoj. Zdaj, recimo, bi rekla, v praksi veliko opažam primer, da malo podam primere, zdaj, kaj je to preveč. Ker včasih mi kdo tako napiše, ja, ampak jaz ne vem, a to, kar mi uporabljamo, a je to že preveč, a je to že, je že kriza. Kriza je, ko gledam na igrišču otroke, ki se spuščajo po toboganu in se smejijo in imajo ob tem dudo v ustih. Kaj je smisel te dude takrat? Tako, da se malo vprašaš take stvari, a otrok zdaj potrebuje dudo. V prvi vrsti, zakaj sploh vaš otrok ima dudo? Ponavadi je to zato, da se hitreje umiri. In kaj se mora otrok na toboganu, ki se smeje, umirjati? Takšna vprašanja potem tako malo provokativno podam. Tudi vožnja po trgovini. Je otrok v vozičku in ima dudo v ustih, češ, tle imaš dudo, sem ne mi tečnar, da jaz zdaj to trgovino obdelam v miru.
Se pravi, že vnaprej mi damo otroku dudo, preden mi sploh vemo, kaj mu bo ta obisk trgovine prinesel. Ker že takoj podamo mu to, ti boš si tečen v tej trgovini, ko bi po drugi strani mogoče pa z zanimanjem opazoval okolico in ne bi bila potreba po dudi. Ampak mi že vnaprej, ali pa otrok naredi samo, pa vam je s tem želel samo malo vašo pozornost, tle že imaš dudo, evo duda bo vse rešila. In potem je ta duda zelo veliko krat v teh ustih in smo mi pol ure v trgovini in je duda pol ure prilepljena v ustih, ko bi lahko te pol ure govorila primerno, počivala, ali pa bi se mi z otrokom v trgovini vmes kaj pogovarjali, pa bi otrok kaj počebljal, skoristili eno z drugo. Pa se vsi vemo, da včasih pride, ko ne moreš in moraš tisto trgovino hitro narediti in ja. Ampak naj bodo to izjeme, ne pravilo. Tudi po noči, če ima otrok dudo za zaspat, okej. Ampak potem, ko vidiš, da otrok že lepo zaspi, je umirjen, poskušaš to dudo izvleči ven. Pazi, da to, če ne gre, zlahka, da pustiš, ker lahko naredimo pa še kakšno dodatno škodo. Ampak tako, da poskušaš se usmeriti v to, da ima tudi po noči, ko spi, da ni ta duda celo noč v ustih. Ker to pomeni, da otrok spi po 10 ur, se pravi 10 ur duda v ustih celo noč, spet ta optimalna lega ne more biti približno postavljena prav. Seveda bo verjetno otrok po noči to dudo spet nazaj v usta dal, ampak tako se zbudimo 100-krat na noč, pa preverimo otroka. Lahko tudi to poskušamo čim večkrat to dudo, da je pač izvlečemo ven, da je res tam tisti del uspavanja, da se mirneje uspavaš. Tako nekaj teh konkretnih primerov iz vsakdana. Se mi zdi, da se res tako lepo, kako počasi oziroma v katerih primerih mogoče res duda ni, da mogoče smo zadnje čase res tudi jaz opažam, da je res otrok sam malo se oglasi in že dudo ponudimo. Ja. Pa mogoče tudi tako, ko greš kdaj, ko vidim, ker so mogoče res, da niti ne rabijo, smo tudi starši res tako. Hitro delujemo na tak način, če še tle imaš dudo, da imamo zdaj mir in imamo pol tisto 1 uro blažen mir, ampak dolgoročno, ko bomo imeli pa problem, bomo imeli pa veliko težav in niti približno blizu miru ne bomo čez recimo 2 leti, ko bo pa treba popravljati zdaj tisto uro miru, ki smo jo bili tako veseli, da smo jo dobili. Tako, malo razmisliti o tem, da če ena zadeva kratkoročno ti prinese olajšanje, mirnost, se vprašati, kaj pa na dolgi rok predstavlja. In res se mi zdi pomembno, da to opozorimo, ker včasih me rad kje kdo pokrega, da preveč psihiram mamice. Noben ti ne reče ne dudi, sam uporabljaj jo v tej res razumni količini, v to, da je tega čim manj, ne pa čim več. Ker ko otroku enkrat to postane res razvada, navada, to si v začaranem krogu, ker jo ves čas išče, to mu potem že predstavlja neko varnost, da je to nekaj nujnega, da je to kot, ne vem, dihanje, že skoraj da. In imate potem res velik problem lahko, ker je otrok tako navezan na to dudo, da je zelo težko odvaditi. Jaz priporočam, da tam do 2. leta je res fajn dati stran. Vem, da pri 1 letu je to tako, če sem realna. Eno je, kar bi kot strokovnjak priporočala, mama kot nekdo, ki živi v družbi, bi bilo seveda najbolj optimalno okoli 1 leta, ampak v praksi je to cela umetnost. Takrat otrok še potrebuje veliko teh občutkov varnosti, občutkov, da se pač res dobro počuti. In okoli 1 leta imamo vrtec, imamo mi službo, stresno je vse skupaj, navajamo se še na ta nov ritem in to traja nekaj časa. In tudi, če pride vrtec, pridejo bolezni. Ko je otrok bolan, ni primeren čas za odvajanje dude. Tudi, če se lotimo že kakšnega odvajanja od pleničke, ne moramo oboje hkrati delati, je prevelik stres za otroka. In zdaj, da bomo pa mi, zdaj pa, ker je pa Nina zadnjič rekla, pri 14 mesecih moramo dati dudo stran, da se tega sveto držimo in nima veze, ali si bolan, ali si gremo ne vem kaj še, to dudo bomo dali stran.
Ne, iti tako, ker če mi povzročimo otroku pa zdaj neverjeten stres na 3-4 različnih področjih, je to veliko bolj škodljivo, kot če nadaljujemo z uporabo dude še 4-5 mesecev. Je pa fajn, da pa res poskušamo v tem obdobju zmanjševati in tam od leta pa pol do drugega res poskusimo poiskati ta čas, da res damo stran. Ravno zadnjič sem nekaj brskala in sem odkrila na spletu, je toliko različnih idej, kako probati pristopiti k temu na čim bolj, bi rekla, nežen pristop. Ampak imamo tudi otroke, ki jim čisto super odgovarja, če pa sam enega dne odrežeš in kar nekako sprejmejo. Vsak otrok je pa pri tem pa res tako unikat in moramo mi malo razmisliti, kaj bo njemu ustrezalo, kaj bo nam ustrezalo in predvsem to, da se mi sami s sabo odločimo, sami pri sebi, res da trdno odločimo, zdaj pa konc. Ker če bomo 2 dni vztrajali in pol dal, to otroka naučimo, tudi če naslednjič bo spet vzela, se bo prišla nazaj. Ne? Malo bom potečnaral, malo bom jokal, malo bom veliko jokal, pa bo prišla nazaj. Ne? Ko se enkrat odločimo, se odločimo in vztrajamo. Pazimo pa res, ja, da ni takrat in uvajanje v vrtec in bolezen nekakšna in še kakšna druga sprememba v življenju. Tako, da smo razumni. Hvala, lepo. Si to povzela, povedala tako, dala ta strokoven vidik in to razumevanje iz prakse in to, no, mogoče, da je res vsak otrok individualen pri tem odvajanju. Za nekoga je res ta nežen način, nekomu bo pa mogoče čisto v redu sprejel, če dude ne bo. Ja, pri tem pa čisto, tako, ko si že prej slediti, poslušati otroka. Res, hvala za vse te izčrpne, koristne informacije. Hvala tebi za povabilo. Govorili bi lahko seveda še stvari je še veliko. Jaz upam, da res, da sva nekako probali tiste ta glavne stvari malo poudariti, kaj je pomembno. Najlepša hvala, še enkrat pa vsem. Hvala za poslušanje. Nasvidenje.